Pozdravljeni ljubitelji navtike. Danes smo zopet v Piranskem zalivu gost podjetja AskBoats, ki nam je omogočilo testiranje plovila Carnic S37, na katerega sta nameščena dva zunajkrvna motorja Suzuki s skupno 700 konjskimi močmi. S37 je največji model iz ciprske ledilnice Carnic. S proizvodnjo so pričeli v lanskem letu, kar zagotavlja sodobno zasnovo in inovativne rešitve na plovilu. Več o plovilu nam bo povedal Jure Pirman iz podjetja AskBoats. Smo na plovilu Carnic 37, kateri je eden izmed zadnjih modelov tovarne iz Cipra. Carnic 37 družinsko plovilo, dolžine trupa 9,98 metra preko vsega 11,46, ki je namenjen predvsem družinskemu uživanju. Kot sami lahko pogledate, si ogromen kokpit, ogromne platforme, plovilo je namenjeno za dva izmerkarna motorja, skupne moči 700 konjev, rezervoarji ima 2x400 litrov, plus 200 litrov rezervoar za vodo. Carnic je znan predvsem po tem, da ima vedno neke svoje modularne rešitve, kar so naredili tudi pri tem modelu. Recimo, vedno se sprašujemo, kam odložiti čevlje, ko prijemo na barko. Tu so našli rešitev, primeren predal, kamor vi lahko pospravite svoje čevlje. Da je kokpit čim bolj odprti, so naredili klopi, ki se pomaknejo oziroma sklopijo v bok plovila. Ko pa želite sedeti, odpremo in imamo klop za sedenje. Razmišljali se tudi o mizi. Miza je sklopljiva, ravno tako, da ko jo potrebujemo, lahko se za njo usede 6 ljudi. Ko jo ne potrebujemo, je prehod in pa kokpit zaradi tega veliko večji. To lahko vidite na tu. Najpomembnejše je, recimo tudi, kdo se želi sončiti v kokpitu. Imamo tu klop. Čas za sončenje, ki se preuredi zelo na hitro in hitro pospravi. Če se pomaknemo nazaj proti krmi, imamo pomično klop, katero pomaknemo naprej, kolikor želimo uporabljati zadnji del plovila. Tu se avtomatsko nam spusti zadnja stopnička. Na levi strani imamo umivalnik, ter na desni strani opcija roštilja oziroma grila. Kolikor se želite počutiti bolj varno, lahko kokpit tudi zaprete, oziroma če imate kakega domačega ljubljenčka, da vam ne bo padel v morje. Tu imamo tuš za hladno in toplo vodo, prostor za glavnimi stekali. Tu se pomaknemo naprej, ponovno en predal za odlaganje in shrambo, kar vedno na plovilu primanjkuje. Kot vidite, salon je odprt in povezan z kokpitom. Kolikor pa želite povezati ta centralni del salona in pa kokpit, enostavno vrata pomaknite na to stran. Pomaknite klop
to smer in sedite proti krmi nazaj. Salon ima možnost preureditve v ležišče, s tem, da se miza spusti dol in v ta del vloži dodatna blazina. Tu lahko potem postrežno tudi ležijo 2 osebi več, kolikor imate kakšne prijatelje. Tu imamo kuhinjo z vin gorilnikom in pa 60-litrski hladilnik z zmrzovalnikom zgoraj. Umivalnik in pa prostor za odlaganje. Pri Karniku je posebnost, da res izkoristijo vsak kotiček oziroma vsak kotiček barke, vsak minimalen prostor, ko so tudi tu z umivalnikom oziroma za štedilnikom naredili predal za shranjevanje. Kokpit je izredno prostoren in pregleden. Kot vidite, lahko na njega namestite 12-inčna multifunkcijska zaslona, motorne inštrumente, še vedno pa ostane prostor ali za avtopilot, za zipwake, radio in vsa ostala stikala. Tu je tudi prostor za komandno ročico in pa bow thruster. Desno od sebe ima krmar tudi vsa glavna stikala, da je to vedno pri roki. V etaži nižje imate 3 kabine, krmarska oziroma skiperska kabina, WC z ločenim tušem in pa levo in desno kabino. Premijs plovila, tu najdete ogromno ploščad za sončenje. Posebnost pri Karniku je to, da so namestili na premijs tudi poseben audio sistem, ki je ločen samo tu spredaj. Radio, tu lahko polnite telefone in pa 2 zvočnika. Kolikor vam je vroče, se enostavno lahko dvignete streho. Kako on vidi vozi, to sam ko na miru, ne? To pa prevedem tako nešto, med vožnjo ne, ne? Imamo senco tudi na premijsu. Pred Bernardinom imamo izjemno lepo vreme, vetra ni, valovi pa so le tisti, ki jih povzročamo sami s svojo plovbo. Med testno plovbo so bili na plovilu 2 osebi. Rezervoarji goriva in vode so bili polni. Najprej smo preverili, kakšne hitrosti plovbe plovilo doseže pri določenih obratih motorja, nato pa še največjo hitrost plovbe, ki jo lahko dosežemo s plovilom. Ne pozabimo omeniti, da sta na plovilu nameščena 2 motorja s skupno 700 konjskimi močmi, največja dovoljena moč motorjev pa znaša kar 900 konjskih moči. Na testu je plovilo doseglo najvišjo hitrost plovbe 39,8 vozla. Z dodatnimi nastavitvami motorjem smo presegli hitrost 40 vozlov.
Za udobno križarjenje med otoki se bo optimalna hitrost plovbe gibala med 23 in 27 vozli, kjer bo tudi poraba goriva najbolj ekonomična.